Veliko smo slišali dobrega v tej konvenciji, vendar tudi veliko bojazni glede na to, kako bi rekel, ena stvar ima dvorezni nekako meči. No, mogoče se po mojem mnenju je te dvoreznosti celo več kot pa pravi koristi. Oziroma lahko bi rekli, ta direktiva bo koristila ljudem, ki si lahko privoščijo zdravljenje v tujini. To namreč ne bo povsem brezplačno, potrebno ga bo plačati naprej, potrebno bo čakati na delno povračilo stroškov in ljudje, ki ne bodo mogli doplačati razlike za zdravljenje v tujini, si ga preprosto ne bojo mogli privoščiti. Če si predstavljamo, da mnogokrat že mehno doplačilo pri receptu ljudem preprečuje, da bi šli po zdravila v lekarno, potem si lahko predstavljamo, da je to določilo pravzaprav namenjeno za bolje stoječe, lahko rečejo, tudi bogatejše ljudi. In mene pravzaprav ravno zaradi tega, ker je predvideno, da bo 1% ljudi pravzaprav izkoriščalo to možnost, me prav spominja na tisto gibanje za zanimivo Wall Street, oziroma 99% nas je v tem primeru, ki smo doma in pač uživamo tisto, kar nam nudi lastni sistem. Ni mogoče tudi bojazen, da se bo lahko podražala zdravstvena storitev tudi pri nas doma, glede na to, da bo lahko se bo sprostilo tudi trge zavarovalnic in vsega? Tukaj bo precej zavor. Direktiva zahteva, da so cene enake za domače kot za tuje uporabnike in seveda nihče ne bo želel v Sloveniji, saj to bo politika strogo nadzirala, upam, da ne bo prišlo še do podražitve teh storitev, ker to bi pomenilo podražitev za naše ljudi, za naše državljane. Tako da bo ravno obratno. Mi bomo nudili verjetno zlasti tistim državam na zahodu mnogo cenejše storitve, seveda je pa vprašanje, ali bodo ti ljudje k nam prihajali. Mislim, da je tendenca v tej direktivi prikrita med vrsticami, da pač pričakujejo naše prihode na zahod, ne pa svoje lastne odhode svojih ljudi na vzhod. Tukaj bo veliko pomislekov, po moji presoji sicer neupravičenih, o kakovosti, varnosti in vsem ostalem. Tako da, poglejte, ta direktiva je pravzaprav samo nadaljevanje evropske politike, ki jo pravzaprav vodi neoliberalna ideologija. Hvala lepa.